Ali se spomniš svojega krsta? Jaz se ga. Namreč krstila sem se kot študentka pri 19 letih. Kasneje po krstu, ko sem razmišljala, sem ugotovila, da je bil Bog vedno z mano. Tudi takrat, ko sem ga ali zanikala ali pa se mu izogibala. Vedno je pošiljal različne ljudi, nagovarjal me je po različnih dogodkih in me je vabil k sebi. Bila sem pa tudi zelo firpčna. Zdaj, ko pogledam nazaj, je to v bistvu en znak, da sem si želela nekaj več, nekaj v sebi, nekaj v meni je manjkalo in sem iskala nekaj več. Tudi v osnovni šoli sem sošolko prosila, da mi je ona napisala molitev Oče naš na en listek. Potem občasno se spomnim, da sem zvečer tako klišejsko na kolenih ob postelji tudi molila. Najbolj pa mi ostaja iz osnovne šole, ko sem hodila v šolski pevski zbor, da sem po enem takem čudnem, zanimivem božjem načrtu smo bili povabljeni na avdicijo za mladinski pevski zbor, ki pa je bil tudi cerkven. Bila sem sprejeta in smo veliko nastopali, občasno pa smo tudi peli pri svetih mašah. In zanimivo je bilo to, da sem edina kot nekrščena pevka v zboru z vsemi ušesi poslušala predvsem pridige, to sem najlažje takrat razumela, in z očmi sem požirala tudi vse dogajanje v cerkvi. V 3. letniku srednje šole pa sem januarja 2003 spoznala takrat mojega fanta, zdaj pa tudi mojega moža, Tomaža, ki pa je odraščal v, rečemo temu, tradicionalni, krščanski, ampak tudi kar aktivni družini. Takrat sva živela 70 km narazen in kadar sva se srečala, je bilo seveda to bolj ob vikendih. On je ob nedeljah zjutraj najprej šel v domačem kraju k sveti maši, potem pa je prišel k meni ali pa sva se nekje dobila. To njegovo vztrajnost pri obiskovanju svetih maš me je zelo nagovarjalo. Zanimivo mi je bilo, začela sem se spraševati, kaj je toliko zanimivega pri teh svetih mašah, glede na to, da je bil tak prijazen, prijeten fant, zelo podobne vrednote sva si tudi delila. In po enih 8 mesecih skupne hoje, sem se odločila, da bi šla enkrat skupaj z njim k sveti maši. To je bilo na Velik Šmaren in sicer na Sveto Goro. Tam me je Maša pa tako nekaj prav res prevzela, da sem od takrat naprej hodila redno ob nedeljah k sveti maši k njemu. Tako da tudi najine nedelje so se spremenile. Najprej je prišel po mene, potem pa sva šla k sveti maši. Bližal se je september 2004, ko sva šla tudi k maši in sva v oznanilih slišala za festival Stič na mladih, za katerega recimo tudi on ni poznal. In sva se odločila, da greva tja pogledat. To je tudi en dogodek v mojem življenju, ki ga ne bom nikoli pozabila. Te mladi, ki so bili tam zbrani, so me zelo nagovorili, kako so skupaj molili, skupaj peli, plesali, bili skupaj pri sveti maši. Res sem začutila, da so na nek poseben način med sabo povezani. Tomaž se je takrat odločil, je šel tudi k sveti spovedi, kjer me je tudi pač omenil, in ta duhovnik, ki je takrat spovedoval, je rekel, da mu je dal pač eno vizitko in je rekel, da pri njih imajo katehumenat, da če bi se jaz mogoče slučajno kdaj odločila za prejem zakramentov. On je to vizitko spravil v denarnico in nič ni rekel o tem. In čez približno 14 dni se je začelo študijsko leto, začela sem študirati v Ljubljani in ko me je Tomaž eno nedeljo peljal v Ljubljano, sva šla mimo ene cerkve in mene je kar naenkrat nekaj pičilo, po domače povedano. Kar izrekla sem Tomažu, jaz bi pa rada se krstila. In Tomaž se je nasmehnil, vzel vizitko ven iz denarnice in rekel, izvoli, pa lahko pokličeš, tukaj imajo pripravo, se pravi katehumenat. Še tisti dan sem poklicala in duhovnik, ki se je oglasil, je bil tak, ki je spovedoval v Stični. In sem se mu predstavila, povedala svojo željo in je rekel, ja, dobrodošla, pridi, začnemo naslednjo nedeljo. Tako da še zdaj ne morem verjeti, kako je bilo vse porihtano, kako je bilo vse pripravljeno za to mojo pot, za to mojo odločitev.
tako sem 26. marca 2005 postala tudi božji otrok. Tam se pa seveda pot ni končala, ampak šele začela, tako kot se začne za vse nas. Graditi dober, kvaliteten odnos z Bogom. Tako kot je grajenje odnosov z drugimi ljudmi, delo in vztrajnost, je tudi delo in vztrajnost graditi odnos z Bogom. Le da imamo na drugi strani očeta, ki v nas dela čudeže in ki mu lahko zaupamo, da nad nami nikoli ne bo obupal.